Živjo in dobrodošel v novi epizodi tehničnega pouka. Tokrat v rokah držim eno elektronsko stvar, ki mi je pri srcu in jo dejansko zelo priporočam na kolesu. To je SRAM GX Eagle Access oziroma AXS, kolikor ti je ljubše. Zadevo bom najprej malo predstavil, pa bo pa serviser Wheelbase demonstriral, koliko časa bo rabil, da iz mehanskega sistema tole upgrade na elektronski sistem, pa še štopali ga bomo. Preden pa gremo v video, naj pa omenim, da to epizodo podpira skm.si, to je kratica za slovenski kolesarski mojster in predstavlja mrežo neodvisnih prodajalcev oziroma trgovin, ki uvažajo razno premium znamke, kot so na primer Makov, Scott, Continental, SRAM, RockShox in tako naprej. In ena izmed teh prodajaln je tudi Wheelbase Shop, v kateri se ravno kar nahajam, tako da ful hvala. Zdaj gremo v intro, pol pa na video, a ne? Ok, alright, torej SRAM GX Eagle Access je stvar današnje debate. Gre za elektronski sistem, ki pa ni sam elektronski na kabel, ampak je wireless. To v osnovi pomeni, da bo vaš kokpit, se pravi na balanci, vseboval samo dva kabla in sicer od brems, vse ostalo bo pa clean. A ni dobro to? Razen če imaš kakšnega Scotta ali pa elektrobike, da je še kakšna ostala šara, drugače pa samo kabel od brems, very estetiše, se strinjamo? Seveda, da se. To pa ni edini plus tega sistema, fajn je tudi, da ni treba več delati teh finih nastavitev in napenjanja zajle, ker za vse to poskrbijo senzorji. Vse, kar moraš narediti, je, da nastaviš omejitev na malem zobniku, na velikem zobniku, potem pa nastaviti oddaljenost menjalnika od verižnika, pa spart, menjalnik pa shifter, tako da stisneš en gumb, da se zadeva poveže in to je to. Simple ka pasul. Baterija v ročki je klasična 2032, za menjalnik imaš pa v bistvu eno snemljivo baterijo, ki se je da pa tudi filat, nekje zdrži okrog 20 ur vožnje, pa by the way, nafila se v eni uri, ker je čist amazing in nimaš več izgovorov, ko rečeš, jo pa to se mene da filat, razen če si res ekstra len, ker pa po en stran tudi razumem, ne? Ja. Ko se odločaš za nakup tele igračke, moraš vedeti, da je to 12-sredni prestavni sistem in je načeloma kompatibilen s kasetami z razponom zob 1050 ali pa 1052. Nima pa veze, da je to kaseta XX1, X01, GX, NX, na vseh bo delal, ba je to dela na Shimano, zadnjih verižnikih, malo škrta v zgornjih zobnikih, po besedah uporabnikov, ampak dela. Vse ostalo je pa zelo simple, tako da naštelaš, gor daš, pozabiš, voziš. Za vse fane aplikacij so valjda tudi pri SRAMu naredili Access app, to pa pomeni, da lahko na svojem krasnem telefončku štelaš shifter in sicer določaš, kjer gumb na shifterju je za lažjo, pa kjer gumb na shifterju je za težjo prestavo. Lahko tudi štelaš, se pravi, če držiš gumb, koliko prestav na dol ali pa na gor ti vrže ketno, ne? Pa valjda lahko tudi spremljaš stanje baterije. Da, če pa nisi lih največji fan aplikacij, tako kot jaz, lahko pa dejansko se prepustiš tovarniškim nastavitvam, stanje baterije pa počakiraš direkt na menjalniku, ker stisneš tipko in ti potem menjalnik utripne zeleno ali rdeče. Zdaj valjda ne bom kle razlagal, kira barva je zakaj. Najbrž imaš tudi možgana. Seveda, da imaš. Kaj vas čaka noter v škatli? Pejmo pogledat. In sicer, ko odpreš škatlo, noter pride, se pravi, menjalnik z baterijo, shifter z baterijo, podloga za per, ko valjda nož trezen šraufu, malo, lepo, cute orodje, ki pomaga nastaviti odmik menjalnika od verižnika in pa polnilc za baterijo menjalnika. Tako da kar bogata škateljca, a ne? To je v osnovi to vse, kar morate vedeti. Zdaj pa se mi pridruži serviser Jure Tunič, ki bo pa pokazal in demonstriral, koliko časa bo rabil, da iz navadne mehanskega sistema da na wireless sistem. Žrtveno jagnje bo tale Scott Scale direkt iz trgovine, ki je v bistvu že opremljen z navadnim mehanskim GX-om. Jure, koliko časa misliš, da ti bo vzel? Cirka 15 minut. Ok, glej, definitivno štoparica ne bo lagala, zdaj pa, ko boš pripravljen, si? Gremo! Dragi dajmo gospodje, 3, 2, 1, B!
7 minut 24 sekund, petarda. Tako je. Kako se počutiš, ko zdaj šef ve, koliko te pretegvati na delu? Malo slabše, kot prej, ampak v redu. V glavnem, profi mehanik je rabo 7 minut in 24 sekund za popolno demontažo starega sistema in skalibriranje in montažo novega sistema, tako da normalen smrtnik malo z navodili, koliko? Ja, 20 minut recimo. 20 minut, tako da to je bil zdaj nov bike. Kaj bi šlo lahko narobe, če bi bil to star bike, star sistem? Mislim, največ, kar je lahko, recimo, da je hanger kriv, po mojem, ne vem, da je nova veriga, pa da noče delati ali pa ne. Se ti priporoča, da se vedno pogleda hanger? Ja, to je prva stvar. Pa da se zamenja verigo ponovadi. Ja, ponovadi, če izlufta na levo, desno je problem, ker noče prestaviti, ker enostavno se lahko toliko skrivi, da je ne more zalomiti, da bi pač sedla na zobnik. V glavnem, noro. 7 minut pa pol pa si že elektrificiran. Jaz bi ta upgrade priporočil skoraj vsakmu, ki razmišlja o tem, da ne okleva in ne kokne. Spletna trgovina, košarca na roči. Za moje pojme, po moje, tole eden najbolj zanesljivih in nezakompliciranih sistemov doslej. Je pa opcija tistim, ki GX verzija ni lih, ne, premium, imaš pa tudi X01, ki je pa za ene 200 evrov dražja. Je 200 evrov, koliko je tam nekaj? GX je kje? 500 nekaj. Ta X01? 700 pa na gor, nekaj, bi se kaj daš. V glavnem, od obeh modelov bo link v opisu od spodaj pod videom, tako da kliknite na Wheelbase Shop, pregledajte zadevo, pa jaz pravim, da začnite šparati, ker se Božič bliža, ne? In na koncu mi boste rekli hvala, ker tudi pod obremenitev dobro šalta, ne? Sigurno. Zelo dobro. To je bilo z moje strani to. Jaz upam, da je bila ta epizoda všeč. Lajki, šeri, subscribi, supporti mogoče z nakupom VBAC merča na moji spletni strani vbac.si in se vidimo na naslednjem tehničnem pouku.